Zdaj pa se selimo v Afganistan. To je država v Srednji Aziji, ki je kar 31-krat večja od Slovenije. Tam že leta divjajo spopadi s talibani. To so muslimanski skrajneži, ki bi radi, da bi se vsi ravnali po njihovih pravilih, ki so zelo stroga. Svoja stroga pravila pa uveljavljajo z nasiljem. V državi je tudi sicer zelo napeto. Po predsedniških volitvah septembra lani sta se namreč kar dva kandidata sama oklicala za zmagovalca in celo zaprisegla kot predsednika. Po več mesecih sta se zdaj dogovorila, kako si bosta vodenje države razdelila. V Afganistanu pa težav ne povzroča le politika, tudi tam ljudje zbolevajo za koronavirusno boleznijo. Odkar je pred 4 leti njihov oče umrl v samomorilskem napadu, mora mama Delka Sultani svoje 4 otroke preživeti z manj kot 3 evri na dan. Pred koronavirusom je denar služila s pranjem perila. Od marca, ko je tudi v Afganistanu zapovedana prepoved približevanja, pa so izgubili še ta vir dohodka. اگه پدرم زنده می بود حالا ما در روزگار نمی بودیم، در خانه نمی بودیم، مگه در ماه مبارک رمضان هیچ چیز خال نداریم. اگه پدرم می بود خوب نان می خوردیم، خوب غذا داشته باشیم، خوب خانه می داشتیم، خوب یک زندگی خوب آرام می داشته باشیم. Čeprav so v februarju ZDA in talibani podpisali mirovni sporazum, ki naj bi prinesel konec 18-letne vojne v Afganistanu, so v minulih dneh številne eksplozije po državi spet zahtevale veliko smrtnih žrtev. Širjenje koronavirusa pa še dodatno otežuje življenje prebivalcev. Moj روزه شده حالی کار نیست. کسی تا خانه خود مرا نمیخواد خاطر مرض. میگه مرض از بیرون میاری. بسیار روزگار ما خراب است. پیسه ندارم که بچه ما سرش جور کنم. پیسه ندارم روغن بخرم، آرد بخرم. افطاری چیزی نمی داشته باشیم. V Afganistanu vladajo strah, revščina in bolezni. Veliko ljudi zato išče boljše življenje drugod. Tudi pri nas zaprosijo za mednarodno zaščito, a jo zaradi mnenja, da je Afganistan dokaj varna država, le redki dobijo. Zaradi pandemije pa se je v zadnjih 2 mesecih tudi število prošenj za azil občutno znižalo.